Spoštovane gledalke, dragi gledalci, bodoči podjetniki in podjetnice, dobrodošli na modulu Učinkovit nastop pred publiko ali kamero, ki je sestavljen iz 3 delov. Zasnove in priprave predstavitve, strukture predstavitve z vizualnimi pripomočki ter tehnične priprave in izvedbe. Za prezentacijo je značilno, da ni to nastop, kjer mi govorimo, ostali pa samo poslušajo. V resnici bi to morala biti serija pogovorov 1 na 1. Kjer je en stavek namenjen enemu poslušalcu oziroma enemu paru oči. Zdaj, če govorite v kamero, je seveda zadeva drugačna. Takrat gledate v kamero. Ne gledate po slikcah svojih sogovornikov v Zoomu ali kjerkoli, ampak poskušate gledati v kamero, ker na ta način gledate ljudi v oči. Vsi vemo, uspešno komuniciranje ni enostavna stvar. Poleg nas samih obstaja en kup ovir, zaradi česar je to res težko. Saj veste sami, dolgotrajna zbranost, kdo pa bo poslušal tega dolgočasneža. Zelo pogosto preslišimo za nas nepomembne informacije. Mama vam naroči, nesi smeti, pospravi sobo, tega seveda ne slišite. Oziroma morda slišite, ampak v tistem trenutku seveda na zadevo pozabite. Otroci morajo iti spat, kje bojo to slišali? In enako je, ko prezentiramo svojo idejo ljudem, ki bi jih to pravzaprav moralo zanimati. Uporaba neznanih ali pa žargonskih izrazov, nekih strokovnih izrazov, ki jih drugi ne poznajo, to je stvar, ki se jo morate čim bolj izogibati. Ljudje imamo zelo pogosto že vnaprej ustvarjeno mnenje. In zaradi tega imamo lahko tudi neke predsodke. In sklepamo na podlagi izkušenj, ki jih imamo že odprej. Vse to se imenuje komunikacijski šum, tako kot sta ga imela ta mož in žena. Zavedati se morate, da je za vašo uspešnost oziroma za uspešnost vašega javnega ali pa kakršnega koli nastopa ste vedno odgovorni vi sami. Vi kot govorniki. In nikoli, ampak res nikoli ne podcenjujte vaših poslušalcev. Začnimo torej z zasnovo in pripravo prezentacije. Za primer vam bom pokazal znanega ameriškega režiserja in producenta Michaela Baya. Jaz sem prepričan, da ste njegove filme prav gotovo že videli, čeprav ne veste ali pa morda niste vedeli, da je to on. Njega so pred leti povabili na en Samsungov dogodek, kjer naj bi predstavljal njihov najnovejši televizijski aparat, The Curve. To je tak velik aparat, ki je bil ukrivljen. Zaradi česar naj bi se njegovi filmi še posebej dobro na tem televizorju videli. Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. Good afternoon. Thanks, Joe. Good afternoon, Michael. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride. And The Curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? Excuse me, I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Kaj je šlo tukaj pravzaprav narobe? Od prve sekunde pravzaprav.
Če si boste še enkrat pogledali video posnetek, boste videli vse, česar si govorec nikakor ne sme privoščiti. Od nesproščenega, nesamozavestnega prihoda na oder dalje. On je režiser. On vsak dan na snemalnem setu poveljuje stotinam igralcev, stotinam članom tehnične ekipe, ampak na odru pa je popolnoma zmrznil. Kot njegov trotl boben. Pa še ena pomembna stvar. Predstavitve oziroma govora si ni napisal sam. Ker če bi si napisal sam, potem bi verjetno znal odgovoriti na preprosto vprašanje, kaj on pravzaprav dela. Se spomnite, kaj je odgovoril? Gledalce peljem na, se niti ne znam ponoviti, na emocionalni pobeg in tako naprej. Brez veze. In ko se sami odločamo, kako bomo prezentirali, ali pa da bomo prezentirali, včasih rečemo, maja, sej bo šlo, sej jaz imam to v glavi, imam to. Ne. Tudi če sedimo pred računalnikom, si mislimo, da se nam ni treba pripraviti. Ja, z izkušnjami, s kilometrino, pogosto uspemo, ampak, veste, poslušalci, še posebej tisti, ki so bolj pozorni, to seveda opazijo. In verjetno to pol kasneje opazite tudi vi. 1/3 časa za razmislek o vsebine. 1/3 časa za pripravo vizualnih pripomočkov in 1/3 časa za vajo. Za vajo. 1/3 časa. Ki ga imam sam do jutri. In moj kolega, tudi predavatelj, mi je večkrat rekel, veš kaj, saj študentje si ne zaslužijo, da se toliko pripravljaš. Ampak jaz, veste, celo mojo kariero delam v marketingu in vem, za koga to delam. Tako kot boste vi, ko boste predstavljali svojo idejo. Jo ne boste predstavljali zaradi sebe. Predstavljali jo boste tistim, od katerih boste hoteli pomoč ali pa denar. In običajno to niso ljudje, ki so kar tako pripravljeni vam dati ali pa posoditi nek denar. Zato je zelo važno tudi, kakšna je struktura naše predstavitve. Zato, da je jasno nam in da je jasno poslušalcem, kaj se v resnici dogaja. Torej, neka jasna zgradba predstavitve. Za nas je to pomembno še zaradi ene stvari, ker se potem vedno znajdemo, da vemo, kaj pravzaprav vse nas seveda še čaka. Preden pridemo nekam, kjer naj bi nekaj predstavili, se vedno pojavijo neke omejitve. Kaj od nas pričakujejo? Koliko časa imam pravzaprav na voljo? In vi ga boste vedno imeli premalo. Koliko bo poslušalcev? V katerem jeziku moram govoriti? Kakšna je njihova struktura oziroma predznanje? Kakšen je prostor? Kakšne so tehnične značilnosti? To so vse stvari, ki jih morate vedeti vnaprej in so vedno tudi neka omejitev. Če čakate recept, je to recimo drugi recept. Prvi je bil priprava, drugi je pa ta, da nikoli vaš govor ne more biti prekratek. Vaša predstavitev ni nikoli prekratka, tega se zavedite. Običajno bo predolga. In nikoli ne bo preveč enostavna, ne glede na to, kakšen strokovnjak ste. Ali pa še posebej za to. Jaz sem imel na ekonomski fakulteti profesorja matematike, ki je bil doktor ekonomije, doktor matematike, pa doktor še nečesa. Pa še fagot je igral v opernem orkestru v Ljubljani. Ko je on začel govoriti o matematiki, nas je bilo 750 študentov takrat v prvem letniku, so ga razumeli samo 3 punčke v prvi vrsti, ko so tudi sicer imeli same desetke. Ostalih 400 in toliko študentov, pa ne, rajš vam sploh ne povem, kolikrat sem delal matematiko v prvem letniku. Uspeli boste, če boste prepričljivi in to ste lahko samo v enem primeru, če verjamete v to, o čemer govorite. Ne, zato na izpitih je včasih seveda to problem, ali pa na testih, ko čist ne veste, o čem govorite, ali pa kaj vas je profesor vprašal. Ampak tukaj predstavljate svojo idejo, nekaj vašega, nekaj svojega. In tukaj ste potem seveda lahko iskreni. Torej, kratki,
preprosti, prepričljivi in iskreni. In zelo enostavno, dajmo jim na začetku povedati, kaj jim bomo povedali. Vmes to povejmo in na koncu povejmo, kaj smo jim povedali. Vi že veste, ampak poslušalci pa iz vseh teh, recimo 10 minut, ki jih imate na voljo, oni ne vejo, kaj je tisto, kar vi hočete, da si bojo oni res zapomnili. Na začetku, kaj bomo povedali, to povemo in na koncu še enkrat povemo, seveda ne cele prezentacije, ne, ampak tiste najbolj ključne, najpomembnejše stvari, predvsem tisto, kar bi vi radi od njih dobili nazaj. Torej, smo rekli, pripovedujmo ali pa govorimo samo tisto, v kar verjamemo. Če vi ne verjamete v svojo idejo, bojo vaši poslušalci, potencialni financerji, to zelo, zelo hitro ugotovili. In vas ne bojo podprli, vam ne bojo dali denarja. Ker če vi ne verjamete, ja, kdo vam bo pa pri Bogu verjel? Govorimo o sebi, ne, zato ker je to nekaj, torej naša izkušnja. Ne nekaj o nekomu drugemu. Pa ne smemo se preveč hvaliti, torej ne biti samo všečni, ker tega v Sloveniji pravzaprav ne maramo. Bodimo iskreni. Tudi če kaj ne dela čisto dobro, to povejte. Ne, to ne dela, ampak delamo na izpopolnjevanju, na izboljšavi in tako naprej. V marketingu, v podjetništvu, v večini posla ne morete uspeti sami, zato vedno govorite mi smo to naredili, mi bomo to naredili, mi to delamo, mi to razvijamo. Zato, ker potem tudi zgleda, ne, da vas je več in ste zaradi tega tudi nekoliko bolj kredibilni. Pa še enkrat, ne se široko ustiti, ne se preveč hvaliti, ne, ker v našem okolju to ni zelo sprejemljivo. Uporabimo model, prototip, maketo, skico, vse, s čimer si bodo oni lažje predstavljali, o čem jim govorite. Ilustracije, podatke, s čimer vi lahko podkrepite vaš govor. In pa tudi v primeru, kadar, kako se reče, pičirate, povabite poslušalce k sodelovanju, vprašajte jih nekaj, predlagajte jim nekaj, ne zato, da jih boste bolj involvirali, kakor se reče. In uporabljajte seveda slike. Pa še enkrat, makete. Če lahko ljudje primejo nekaj, o čemer jim govorite, boste zaradi tega seveda bistveno bolj uspešni. Pri strukturi seveda obstaja en pripomoček, ki se mu reče storyboard, ki nam res zelo, zelo olajša pripravo. In izdelavo prezentacije, ne nazadnje. Kjer je seveda idealno, ne, če naslovi slajdov lahko povejo neko zgodbo. To je v resnici idealno vodilo. Ne. Storyboard je v resnici neka zveza med obliko in vsebino in pa, ne, še posebej, če vas je več predstaviteljev, je pripomoček za iskanje informacij. Ne nazadnje opomnik, kar kaže stopnjo razvoja prezentacije in je na nek način viden in otipljiv. Pa nikoli ne govorite več kot o recimo 3 temah naenkrat. Ker si bojo poslušalci že 3 teme precej težko zapomnili. Ko začnemo, oziroma ko se pripravljamo, se moramo vedno osredotočiti predvsem na uvod in še posebej na zaključek. Seveda, tema vmes je blazno pomembna, ne? Ampak uvod je, takrat se pojavi ta prvi vtis, kjer vas ocenijo vaši poslušalci, vaši gledalci, ali vas je vredno poslušati. In tam bo recimo sedela neka komisija, vi boste prišli na oder in boste v prvem trenutku jim dali vedeti, ali ste vredni zaupanja, ali se vam jih splača poslušati, oziroma ali se njim splača poslušati vas, in na podlagi tega se bojo seveda odločali. Zato začnemo, ne, da pridobimo pozornost za nekimi znanimi dejstvi in pa zelo pomembno je, da prenesemo svoje navdušenje na poslušalce. Če vi niste navdušeni nad vašo idejo, ni šans, da zmagate. In kot vidite, ne, zgubljamo
zgubljamo pozornost. Torej, če smo predolgi, je verjetnost, da bomo izgubili pozornost, seveda precej visoka. Če pa je naša predstavitev kratka, pa smo mi naredili dober prvi vtis, smo navdušeni, govorimo zanimive stvari, govorimo energično, se pogovarjamo s poslušalci, potem bo njihova pozornost ostala višja. Na ta način to pozornost seveda dvigujemo. Zaključek, ki je recimo časovno nekaj 15% prezentacije, je pa pravzaprav finale prezentacije, oziroma finale predstavitve. Takrat moramo ponovno zbuditi pozornost, takrat moramo spremeniti ton govora, da bojo ljudje vedeli, aha, zdaj se pa nekaj pripravlja, zdaj moram pa malo bolj pozorno poslušati. Stopimo malo naprej, olajšamo vprašanja in povemo, o čem smo govorili, povzemimo glavne točke naše prezentacije, glede na potrebe naših poslušalcev, in povemo, kaj pričakujemo od njih, sestavimo načrt akcije, povabimo k sodelovanju. Če kdo od vas slučajno kdaj gleda Dunajski novoletni koncert, kateri dve skladbi sta vedno, že vsa leta, zadnji dve, in jih nekateri poslušalci čakajo samo tisti dve skladbi, ker une prej jih ne zanimajo. Na Lepi modri Donavi pa Radetski marš. Tudi vi mladi, sem prepričan, da ste ti dve skladbi že kdaj slišali, pa morda sploh ne veste. Ampak zakaj sta te dve? Ja, zato, ker sta najbolj poznani. Tako kot recimo, če bi šli na koncert Deep Purple, katera pesem bi bila ta zadnja? Smoke on the Water. Da teh novejših pa toliko ne poznam. Ok. Vizualni pripomočki, ki na nek način pomenijo obliko predstavitve. Ena slika, to je en star kitajski pregovor, pove več kot 1000 besed. Obstaja namreč 4 tipe ljudi, ki jih morate vi prepričati. Vizualni, auditivni, to so tisti, ki morajo slišati, motorični in praktični. Jaz recimo sem tak, da moram videti. Moja mama je meni rekla, joj, tebi je treba vse narisati. In se sliko, vi zbudite zanimanje in takoj privabite pozornost. Zaradi slike bojo ljudje bolj sodelovali, bojo bolj pravilno razumeli, kaj jim hočete povedati oziroma pokazati. Je prepričljiva, prihrani čas, ker ne rabite 1000 besed za opis tega čarovnika, ker večina ljudi bi morda pomislila na Harryja Potterja, ampak ta čarovnik je daleč od Harryja Potterja. Spodbuja nove ideje, dodaja humor in pa zaradi tega, ker ste dali neko sliko, ste povečali, vsaj izgleda, da ste bolj profesionalni. Kaj so vizualne pripomočke? In kot vidite, v besedi pripomoček je noter zelo, zelo pomemben del besede. Pomoč. Vizualne pripomočki vam morajo pomagati, vam morajo koristiti. Zaradi vizualnih pripomočkov morate vi biti bolj uspešni, bolj prepričljivi, bolj razumljivi. Ne pozabite, glavni junak ste vi kot govorec. Vizualni pripomočki samo pomagajo, da boste vi lahko dobri. Zato je zelo pomembno, da grupiramo informacije, da pišemo z malimi tiskanimi črkami, ne z velikimi, ker se to težje bere. Tudi v naslovih se rajši izogibajte. Ampak besedilo, če ga že imate na vizualnih pripomočkih, ne bodo to male tiskane črke. Z dovolj velikimi presledki in pa čim krajšimi stavki. In pa seveda uporabljamo primerne grafikone. Velikost črk, tukaj, 32. Ko boste to pripravljali, vam bo na vašem ekranu, ki ga boste imeli tik pred nosom, izgledalo to blazno veliko. 32 za normalno prezentacijo je glih prav. Ne glede na program, ne glede na aplikacijo, ki jo uporabljate, ne bo to PowerPoint, ne bo to Prezi, Notes, Canva, karkoli. Uporabljajte na način, prvič, ki ga znate in zato, da bo
ja, vaša predstavitev taka, kot si vi želite. Potem si pogledati še ta posnetek Dona Macmillana, ki pravi, ne, da je PowerPoint lahko smrt vaše prezentacije. Ja, ampak lahko jo ubije tudi Canva, lahko jo ubije tudi Prezi, lahko jo ubije tudi še kdo drug. There's some things I hate about PowerPoint, and I figure it's kind of my duty to point them out. So here we go. Here's common PowerPoint mistakes. Number one, people tend to put every word they are going to say on their PowerPoint slides. Although this eliminates the need to memorize your talk, ultimately this makes your slides crowded, wordy, and boring. You will lose your audience's attention before you even reach the bottom of your first slide. Please don't do that anymore, please. Number two, most common, many people do not run spell check. Big mistake. Nothing makes you look stupider than spelling errors. If it's got a red line under it, recheck the spelling. And then finally, I hate this, avoid excessive bullet pointing, only key points. Too many bullet points, and your key messages will not stand out. In fact, the term bullet point comes from people firing guns at annoying presenters. Hence the bullet point. Bad color schemes, not good. Clashing background and font colors can lead to distraction, confusion, headache, nausea, vomiting, and loss of bladder control. I can't stay on that one too long. Here's something I've noticed. The number of PowerPoint slides you have in your talk, the less useful your talk actually is. Unfortunately, my presentation is right there. I've also noticed this. People love to pack data into their presentations. They shove more and more data thinking it's better, but it's not. The more data you have, the harder it is to read your slide, and the effectiveness plummets. Now you can improve the effectiveness by adding some shading and some 3D effects and then some second order and third order effects, and then, I know, let's add some labels. That'll help a lot. And that's pretty much every marketing slide I've ever seen right there. Yeah. Then some like VP of marketing standing there going, it's real clear in Q4. What the hell are you talking about? Now, I'm into in animation. People become animators in PowerPoint. You can have things flying all over the place, and that can be good. If you're a visual learner, that will improve the effectiveness of your performance. But if you're easily distracted, more animations, and people have no idea what you're talking about. They're just, wow, that is cool, wow. And there's regions here, by the way. There's the simple but effective region. There's the active but confusing, the effective but boring, the active but ineffective, the dull but static region, the busy but useless, the ADD only region, the useful but amusing, the stupid but confusing, the dull triangle, the hyper triangle, the sleepy square, the dizzying pentagon, and everything else I just call pointless motion. That slide right there took me an hour and a half to make, right there. PowerPoint can just suck the life out of you. It's amazing. I've also come up with this. It's a kind of a little science I've invented called font analysis. Basically, the font you choose says something about who you are as a person. There's a huge list of fonts, and you choose one, and that says something about you. So be careful the font you choose. For example, if you choose Courier New, it happens to be my favorite, you're probably organized and structured. If you choose Matisse, it means you're artistic. And if you choose Times New Roman, it means you're lazy, apathetic, and unimaginative, and you always use the default. Oh. Kaj moramo torej narediti? In opozarjam vas, da to velja za katerokoli aplikacijo oziroma program, v katerem boste pripravljali vizualne pripomočke. Uporabiti čim bolj preproste pripomočke, take, ki jih vi znate. Vedno preverite, ali jih vsi vidijo. Dej, na kameri, valjda, to vsi vidijo. Uporabljamo samo ključna sporočila, ne pisati celih stavkov, samo ključno besedo, ključno sporočilo, pa čim manj besed. In še enkrat, vizualni pripomoček je dopolnilo
vaše predstavitve, dopolnilo vaše prezentacije, vi ste glavni. Vas bodo ljudje gledali, vas bodo ljudje poslušali, to bo samo za zraven. In pa namesto besed uporabljate slike, grafikone, seveda primerne, ki bodo podkrepili tisto, o čemer govorite. In pa zmeraj se vprašajte, jaz v resnici rabim ta slajd, rabim to informacijo tukaj gor. To se boste lahko vprašali šele potem, ne, ko boste vadili, ko se boste pripravljali. Zato, ker boste probali, pa boste videli, tole pa čist ne paše, pa boste okoli obrnili morda kakšen slajd. Pa jih boste vam vrgli. Nikoli jih ni preveč, še enkrat, nikoli jih ni premalo. Pogosto jih je preveč. Je pa seveda pomembno, ne, da poveste tiste najbolj ključne, najbolj pomembne stvari. Paziti pa morate, da ne boste postali suženj vaše prezentacije oziroma orodja, ki ga uporabljate. Ker mi seveda hočemo zmeraj pokazati in povedati vse, kar smo naredili, ampak a veste, to skoraj nikogar sploh ne zanima. Zanimajo jih samo rezultati, kako bo to na koncu gledali in kaj bo oni imeli od tega. Tako vas tudi ne. Zdaj pa še zadnji, morate najpomembnejši del, ta priprava. Tehnične priprave, ampak priprava in izvedba. Tukaj vi zmagate ali pa tukaj vi padete. Zdaj, za tiste, ki ste manj izkušeni, eno preprosto, spet, to je, mislim, da je en tretji recept. Če imate, recimo, 20 minut nekega govora, se morate pripravljati vsaj 7 ur. Nekateri še več, kakšni res izkušeni, ne, s kilometrino, morda malo manj. Ampak računite, 7 ur za 20 minut. Kar seveda pomeni, med drugim, tudi to, da če hočete nekaj res povedati tako iskreno, če hočete res nekaj povedati prepričljivo, da vam bodo ljudje res verjeli in da boste vi čisto confident, ne, s tem, kar imate za povedati, morate na glas povedati vsaj 7-krat to, kar bi radi povedali. 7-krat na glas. Ne potiho pa v sebi in tako naprej. In zdaj, če morate pa idejo predstavljati v tujem jeziku, pa verjetno še večkrat. Zdaj, kaj v resnici pa pomeni to, da se moramo dobro pripraviti? Da bomo dejansko lahko iskreno govorili o tem, kar nam je blizu in kar seveda razumemo. Za večino ljudi to pomeni, da se ne naučimo na pamet. Tudi če imate matematičen ali pa fotografski spomin, ne se učiti na pamet. Zmanjkala vam bo ena beseda, vi pa tam ne boste imeli prišepetovalca, tako kot ga imajo v gledališču ali pa v operi. In vam bo vse skupaj zmanjkalo. To pomeni, da se priprave seveda začnejo dovolj zgodaj. Zato, da lahko pripravite material, zato, da lahko pripravite primerne podatke, da lahko pripravite pripomočke, pa ne samo te vizualne. Da lahko pripravite, maketo, vse tisto, o čemer smo pravzaprav že prej govorili. In pa, da imate dovolj časa za vaditi. Ker zadnja noč je v resnici samo priložnost za to, da preverite, ali vse štima, in da lahko pripravite udaren uvod in pa učinkovit zaključek. Kar seveda pomeni, da ne vadimo samo zadnji večer oziroma zadnjo noč, ker morate zjutraj ali pa dopoldne ali pa tudi popoldne, morate biti čili, sveži, pripravljeni, naspani, polni energije. Če ste pa celo noč trenirali in vadili in pripravljali, pa seveda ne boste mogli biti uspešni. In zdaj, ker pogosto uporabljamo kamero ali pa moramo uporabljati kamero, morda boste kdaj morali pičirati vaš projekt nadaljavo. Še 11 nasvetov. Torej, 11 nasvetov, kako govoriti pred oziroma v kamero. Prvi nasvet je seveda,
ne, ki ne velja samo za kamero, da govorite samo v primeru, če imate res nekaj zapovedati. Ker če nimate, ali pa če niste pripravljeni, pol boljš ne. Še posebej, če ste vi tisti, ki morate ljudi prepričati, prižgite kamero, zato da vemo, kdo je tista oseba, ki nam govori. Ne, tudi mi predavatelji, ne, kadar govorimo študentom, ja, rajš vidimo, če lahko študente gledamo vsaj na kameri, kakor pa samo une prazne prostorčke. Pa ne zato, da vas mi kontroliramo, da vemo, kaj vi čas delate, ampak zato, da vas vidimo, ker ste to žive osebe. In pa obrnite se z obrazom proti svetlobi. Ne imeti luči za sabo ali pa okna odprtega za sabo, ker se vas potem ne vidi, ker ste čist črni. In še zmeraj pa ne vemo, s kom se pogovarjamo. Zato si pač uredite primerno osvetlitev. Sej dame, ne, ko se šminkajo, ne, redke so tiste, ki to delajo na pamet. Običajno se postavijo pred neko ogledalo, pa fajn luči prižgejo, da boljš vidijo, ne, kaj vse pač imajo za narediti. Ne, pa tisti gospodje, ne, ki ste tudi malo bolj aklih, ne, seveda tudi verjetno bolj paste. Ne, in pri kameri je enako, torej svetloba je pomembna. In pa pogovarjajte se. Še posebej nadaljavo, ne, ker je zadeva zelo hitro postane pasivna. Vključite poslušalce, če jih le lahko. Vprašajte jih nekaj za mnenje, za pripombo, za njihove izkušnje. Involvirajte jih. Tudi zato, da ne bojo vmes zaspali. In pa glejte v oči oziroma v kamero. Tako kot mladenič poklekne pred damo in pokaže običajno škatlico in tisto, kar je v škatlici, jo pogleda v oči in jo vpraša, a me vzameš za moža oziroma se poročiš z mano. Jo ne gleda v trebuh ali pa mimo nekam. Ne. Torej, če hočete biti prepričljivi, morate ljudi gledati v oči oziroma v kamero. Kar seveda pomeni, da je zelo fajn, če dvignete vaš prenosnik oziroma kamero na višino približno oči, ker, a veste, od spodaj zelo čudno zgledate. Tudi, če nimate podbradka. Čim več energije, strasti do vsebine naj bo v tej vaši predstavitvi. Ker, a veste, tukaj ne, je vaš glas skoraj edina možnost, s katero lahko prepričate vaše poslušalce. Nasmeh, oči, ne, ampak glas je tisto, kar je seveda tukaj zelo pomembno. Pred začetkom seveda preizkusite aplikacijo, a dela povezava, kakšne so nastavitve, a dela zvok. Vedno morate to prej preizkusiti. Ne bi bila velika škoda. Pripravljali ste se cel teden. Tam je ekipa, ki vas posluša, ki bi vam morda sofinancirala vaš projekt, vam pa zato, ker niste bili pozorni, zaradi slabe povezave ali pa ker niste nastavili ali pa ker se vam je resetiral računalnik, zadeva ne funkcionira in vi niste mogli predstaviti vaše ideje. To je res škoda. Če se le da, uporabljajte tudi rezervni ekran, zato, da vidite, kaj v resnici vidijo vaši poslušalci in gledalci. In pa vizualni pripomočki, torej slajdi, še enkrat, naj pomagajo zgodbi in ne bodo dolgočasni. Še enkrat, vi ste glavna zvezda. Zaradi vas so prišli, ne zaradi slajdov. Zaradi vas, vaše ideje, vaše strasti, vašega interesa, vašega navdušenja. In to je tisto, kar morate dati naprej. In seveda končajte pravočasno. Nikoli ne morate vsega povedati. Pustite kaj za prihodnjič, za nadaljne pogovore, za nadaljna pogajanja. Zdaj še par primerov, kako uporabljamo kamero. Kot vidite, sem tukaj uporabil enega zelo fotogeničnega modela, ki mi ga ni bilo treba niti plačati, torej so avtorske pravice tudi urejene. To je najbolj običajen način, kako se ljudje snemajo. Od spodaj, jaz imam seveda še malo podbradka,
Ne, zdaj, če imam daljšo brado, je to pol malo bolj svetlo, malo bolj sivo, ne, in pol to malo ven sije. Ne. Rekli smo, dvignemo kamero. Zdaj, očala, ne, seveda uporabljamo samo, če jih res rabimo. Če res nič ne vidimo. Ali pa, ne, če imamo res odlično osvetlitev in recimo, če smo plačali vse tiste filtre, a ne, zaradi katerih se stekla nič ne bleščijo. Ampak to doseči pred kamero od vašega laptopa je skoraj nemogoče. Torej, framing, luč, osvetlitev. Pa vedeti moramo, ne, da uporaba virtualnega ozadja ni vedno možna. Ne. Zdaj je zelo fajn, ne, če zadnji pospravite. Ne. Kot vidite, jaz tukaj za nalašč nisem nič pospravljal. Ne. Moja gospa bi bila zelo huda, ne, če bi videla to sliko. Ne. Ampak ne, za ta primer, torej edukativni, ne, je pravzaprav ta slika čisto uporabna oziroma pokaže to, kar pravzaprav večkrat vidimo. Ne. Zdaj, če jaz recimo imam na izpitu študenta, a ne, in vidim, da ima zadnji nepospravljeno pojslo, ne, se že pol sprašuje, joj, a se je ta kaj naučil, ne, ali pa morda se je učil toliko časa, da niti pojsli ni pač mogel pospraviti. Ne, to je malo tako za hec. Torej, kaj moramo narediti? Pravilna osvetlitev, ne, tukaj še jaz kar dobro zgledam. A ne. Med drugim tudi zato, ker sem si barvo luči prilagodil. Kaj v resnici rabimo, če hočemo nastopati pred kamero? Računalnik, valjda, mikrofon, kamero. Zelo fajn, ne, imeti stojalo za kamero, a ne, in pa luč. Ne, to je recimo, kot vidite, primer, kako se to zadevo lahko postavi. Dej, še posebej za ženske, mlajše pa tudi take zrele, seveda tudi na spletu najdete kar nekaj napotkov, kako si uredite frizuro, kakšen naj bo make-up za spletno kamero, ne, ker spletna kamera ima neke svoje zakonitosti. Zdaj, ko se sprašujemo, ne, kaj je več vredno, oprema ali vsebina, je seveda popolnoma logično, da je vedno zmaga vsebina. Predvsem pa način, kako mi to vsebino pripravimo. In kaj zdaj vam rečem za konec? Ne? Recimo, da vam dam eno nalogo, ali pa več nalog. Vadite vašo predstavitev. Vadite jo pred ogledalom, da vidite, kako vi izgledate takrat, ko govorite. Kakšne gibe delate, morda kakšne moteče kretnje. Ne? Recimo, se igramo z lasmi, z uhani, z obleko, ne, in tako dalje. Vadite pred publiko. Ne pred mačko ali psom. Ne, ona dva bosta verjetno čisto zadovoljna, ne, ali pa po določenem času bosta šla stran. Vadite pred tudi starši, pred bratom, sestro, fantom, punco. Te bojo običajno, če niso preveč kritični, vas bojo bolj hvalili kot ne, a ne. Morda vam bodo pa vseeno povedali, jo, veš kaj, boljš bi bilo, če bi to naredil, ali pa da tega ne bi naredil. In vadite na glas, ne potiho, ne pri sebi v podzavesti. Pa nič ni narobe, a ne, če se posnamete in potem sami kritično pogledate posnetek. To je samo stvar, zaradi katere boste lahko boljši. Jaz sem Iztok Sila, predavatelj, svetovalec, podjetnik in vi ste v okviru projekta Podjetništvo je kul spremljali učinkovit nastop. Jaz vam pa želim veliko uspešnih nastopov in veliko učinkovitih nastopov. Hvala.